Jaz se veselim, da smo zopet začeli in da bomo tudi na ta način poglabljali vero. Kakor sem rekel pri maši in kakor sem že lani, ko smo razglabljali o lanskoletni temi veroizpovedi, ugotovil, ko se pripravlja človek, pa misli, da vse ve, ne? Ali pa blizu vsega, da ve. Pa kako v bistvu malo ve. Malo vemo o veri, se pravi, malo vemo o veri, premalo vemo o veri. Če rečem tako malo laično, tega verskega znanja imamo vsi premalo. Ampak ta izraz je tak bolj to svetni, ne? Bistvo je nekje drugje, da se v bistvu res vsi premalo poglabljamo v vero. In da premalo to, kar nosimo v svojem srcu, kar verujemo, povemo tudi ven, izrazimo. Da bolj imamo zase, ker se čutimo tudi nemočne, da bi to povedali. Prav zaradi tega, ker se premalo pogovarjamo, ker premalo beremo, premalo razmišljamo, premalo študiramo. Ampak mislim, da je apostol Peter pa nekje rekel takole: vedno bodite pripravljeni podati razloge za svojo vero. Ne? Pa najbrž bi bili kar malo v stiski. Ne? Malo bi bili v stiski. Letos imamo torej 10 zapovedi. 10 zapovedi je en tak pojem, ki se ga vsi spomnimo iz naših veroučnih let, tisti, ki smo hodili k verouku, drugi ste pa malo kasneje spoznali. Ne? Ampak kaj je zanimivo? Da v bistvu v zgodovini cerkve, pa tudi pri Hebrejcih ne govorimo o 10 zapovedih, ampak o 10 besedah. Dekalog je star teološki izraz za 10 zapovedi. Deka pomeni grško 10, logos pa pomeni beseda. Se pravi, o 10 besedah. In ko bomo potem slišali kakšne odlomke iz Svetega pisma, bomo slišali, da je Mojzes dobil 2 tabli, na kateri je bilo zapisanih ne 10 zapovedi, ampak 10 besed. Moramo še tisto metodzarje, kaj pomeni, ko izgovori Bog, ne? To je globina, to je vsebina. Druga stvar, ki bi jo rad poudaril, še predno malo bolj tako začnem, je pa to, kar sem sicer vedel iz svojega študija, iz branja Svetega pisma, pa morda nikoli tako pozorno, da so te zapovedi, ta dekalog, močno povezan z zavezo. Zavezo, ki jo Bog sklepa in ljudje se odzovejo na to zavezo, ki jo Bog ponudi, in Bog jim da kot eno tako vodilo, česa naj se držijo, da bodo živeli znotraj te zapovedi oziroma znotraj zaveze, jim da pa 10 besed, dekalog, 10 zapovedi. Poglejte, tlele začne v 19. poglavju, to je zelo zanimivo. Druge Mojzesove knjige. So pa zapovedi ponovljene tudi v 5. Mojzesovi knjigi, ne? Ker 5. Mojzesova knjiga je na nek način dopolnitev in povzetek 2. Mojzesove knjige, kjer se je vse to zgodilo. In potem, ko so Izraelci 3 mesece hodili iz suženjstva preko Rdečega morja, ko so na lastne oči ko so šli iz Egipta, videli, kako jih je Bog rešil, z jagnjetovo krvjo, ko so pomazali podboje svojih hiš in ni bilo smrti v njihovi hiši, tistim, tudi vsi Izraelci niso podmazali podbojo, veste. Tudi pri njih je bila smrt, ker niso podmazali. Ne sem pri Egipčanih. Po jagnjetovi krvi so bili rešeni, so šli preko Rdečega morja, tam so imeli zopet izkušnjo, kako jih je Bog rešil, varoval po dnevi z oblačnim stebrom, po noči z ognjenim stebrom, kako jih je peljal po Mojzesu preko Rdečega morja, kako so tam izgubila življenje elita egiptovske vojske in po 3 mesecih pridejo, veste, preko tistega obdobja, ker niso bili vode, pa je Mojzes udari po skali, po 3 mesecih pridejo do Svete gore Horeb in tam jim Bog obljubi zavezo. Zavezo jim obljubi. Z vami bom sklenil večno zavezo. To, kar sem obljubil Abrahamu,
in Jakobu. Bom z vami tudi sklenil, ker jaz se držim svoje besede. Večno zavezo bom sklenil z vami, vi pa tole delajte. In potem, ko Bog obljubi zavezo, imamo najprej tak uvod, ko se jim Bog razodene, ko ga začutijo, ko ga slišijo, ko ga vidijo, ko vidijo oblak na gori Sinaj, potem jim pa najprej da 10 zapovedi. Takole jim da. Tedaj je Bog govoril vse te besede. Rekel je: jaz sem Gospod tvoj Bog, ki sem te izpeljal iz egiptovske dežele, iz hiše sužnosti. Ne imej drugih bogov poleg mene. Ne delaj si rezane podobe, tudi ne kakršnekoli podobe tega, kar bi bilo podobno temu, kar je zgoraj na nebu ali kar je spodaj na zemlji ali kar je v vodah spodaj pod zemljo. Ne moli jih in jim ne služi, kajti jaz, Gospod, tvoj Bog, sem ljubosumen Bog, ki obiskujem krivdo očetov na sinovih do 3. in 4. rodu tistih, ki me sovražijo, izkazujem pa dobroto tisočem tistih, ki me ljubijo in se držijo mojih zapovedi. Ne izgovarjaj v prazno imena Gospoda svojega Boga, kajti Gospod ne bo pustil brez kazni njega, ki prazno izgovarja njegovo ime. Pomni, da boš posvečeval sobotni dan. 6 dni delaj in opravljaj vse svoje dela. 7. dan pa je sobota za Gospoda tvojega Boga. Ne opravljaj nobenega dela, ne ti, ne tvoj sin, ne tvoja hči, ne tvoj hlapec, ne tvoja dekla, ne tvoja živina, ne tvoj gostač, ki biva znotraj tvojih vrat. Kajti v 6 dneh je Gospod naredil nebo in zemljo in morje in vse, kar je v njih, 7. dan pa je počival. Zato je Gospod blagoslovil sobotni dan in ga posvetil. Spoštuj svojega očeta in svojo mater, da se podaljšajo tvoji dnevi na zemlji, ki ti jo daje Gospod tvoj Bog. Ne ubijaj, ne prešuštvuj, ne kradi, ne pričaj po krivem zoper svojega bližnjega, ne želi hiše svojega bližnjega, ne želi žene svojega bližnjega, ne njegovega hlapca, ne njegove dekle, ne njegovega vola, ne njegovega osla in ničesar, kar ima tvoj bližnji. Potem pa je zaključni del, ko jim torej Bog to pripoveduje. Vse ljudstvo je opazovalo grmenje, bliskanje, glas roga in kadečo se goro. Ljudstvo je to videlo in trepetalo ter stalo oddaleč. Rekli so Mojzesu: ti govori z nami in bomo poslušali Boga, naj ne govori z nami, da ne umrjemo. Mojzes pa je rekel ljudstvu: nikar se ne bojite, kajti Bog je prišel, da bi vas preizkusil in da bi bil njegov strah v vas, da ne bi grešili. Ljudstvo je torej stalo oddaleč, Mojzes pa se je približal temnemu oblaku, ker je bil tam Bog. In potem Bog daje še cel kup navodil o sužnjih, o uboju, o oltarju, o poškodbah in ranah, čist praktičnih, o tatvini živali, o prestopkih, za katere se terja odškodnina, o verskih in moralnih zakonih, o prvinah in prvorojencih, o pravičnosti, dolžnosti do sovražnikov, rekel, vojno pravo. Ne? Vse to jim daje znotraj zaveze. Ob sobotnem letu in soboti vse podrobno razloži. Potem praznike. Potem, kako naj se ravnajo, ko bodo stopili v obljubljeno deželo, ker takrat je bilo rečeno, so upali, da bodo kmalu, pa vemo, da to je bilo 3. mesec, ne? Koliko časa so hodili? Samo 40 let. Ker bomo slišali, kako so sklenili zavezo, potem pa so jo, še predno so dobili table, so jo že prelomili in to na veliko. In potem v bistvu je morala cela generacija oziroma 2 generacije ljudi umreti, nove generacije so se morale roditi v puščavi, ki niso imele več tukaj izkušnje suženjstva, ampak so imele samo izkušnjo svobode. Imeli so pa izkušnjo pripovedovanja njihovih očetov, kako je bilo, ko so bili sužnji. Šele oni so prišli v obljubljeno deželo. In potem sklenejo zavezo. Ali hočete izpolnjevati? Kaj mislite, kaj so rekli? Seveda.
Mi in naši otroci. Vsi bomo to delali. A ne tako kot starši pri krstu. Ali se zavedate? Seveda. Ali ste pripravljeni ti vzgajati? Seveda. Vsi so bili navdušeni. Mojzes jih potem pokropi z volovsko krvjo, v znamenje zaveze in potem gre on na goro. Gor ne bom zdaj celega razlagal. Ne. Gor je bil, prvo je eno skupino povzel do pol poti, Jozveta pa Arona, ampak tudi so bili še blizu tabora, nihče pa ni smel na goro, niti ovce, ker gor je bil Bog. Mojzes pa gre gor in je bil 40 dni brez hrane in pijače. Z Gospodom sta se zrla v oči. Ljudstvo od spodaj pa navdušeno, nekaj časa zdržalo, Aron je bil malo umaknen, Mojzes so vedeli, da je šel na goro, so pa rekli, ja, zdaj pa ne vemo, kaj bo z nami, ne? Nimamo voditelja, Bog je sicer gor, ampak neki nevidni Bog v oblakih, smo ga skušali, ampak videli ga pa še nismo. Aron, naredi nam nekaj, da bomo to častili. In je naredil zlatega teleta po pritisku, a ne? Poznamo tisto zgodbo. In potem Bog pravi Mojzesu, če berete svetopismo, ljudstvo, ki sem ga izpeljal iz egiptovsko deželo in prisegel njihovim očetom, Abrahamu, Jakobu in vsem, da jih bom popeljal v obljubljeno deželo in da jih bo kot peska na nebu, izdali so me. Zatajili so me. Pokončal jih bom. In Mojzes se takrat prvič pokaže kot, ne prvič, znova pokaže kot svet mož in odličen voditelj. On prosi Gospoda za to ljudstvo. Prosjači, Gospod, če sem kaj vreden v tvojih očeh, ne hodi mimo nas in ostani z nami. Usmili se nas. Grešili so. In Bog je že vmes napisal s prstom 10 besed na tablo. 10 zapovedi. In Mojzes je že to držal v roki, ker je mislil dol. No, mi gre, ko govorimo, da je Bog napisal s prstom, se spomnite, tudi ko vedno primerjate tudi z novo zavezo. Ko so ljudje zasačili grešnico in so jo hoteli kamenjati, pa so prišli še Jezusa provocirati, se spomnite, učitelj, po postavi taka ženska zasluži smrt, kamenjanja. Kaj pa ti praviš? In Jezus nič ne reče, pravi svet evangelij, se skloni in s prstom piše po tleh. Nikjer ne piše, kaj je rekel, ampak ta podoba, ne, Boga, ki piše na 10 zapovedi in Jezusa, ki piše po tleh takrat, ko hočejo uresničiti ne 10 zapovedi, ampak postavo, to je malo razlika, se bomo še malo dotaknili. Piše po tleh, imamo to čudovito povezavo in potem ostane in reče, kdor je med vami brez greha, naj prvi vrže kamen vanjo. In so začeli odhajati vsi, začenši z najstarejšimi. Se pravi, on je imel že v rokah teh 10 besed, ki jih je Bog s prstom napisal. Zdaj je tako lepo slišati, da ne bom na pamet govoril. No, jaz se vrnimo. Mojzes gre potem dol in tam sreča te ljudi, ki so ga čakali na pol gore in on jim pravi, Mojzes, nekaj se dol dogaja, bojni krik, pa Mojzes pravi, ne, je že vedel, ker mi je Bog povedal. Ne. In Bog je tudi pregovoril v molitvi, da ni pokončal, da se jih je usmilil. Pride dol, razbije najprej table. Najprej obe tabli razbije. Potem vemo, da razbije to zlato tele, ga stopi, ga najprej potoči v vode, potem so morali nekateri, tisti, ki niso hoteli Gospodu ostati zvesti, ki se niso pokesali, so morali spiti celo nekateri zlato, ne? Goreče. Prav, tisto, kar častiš, tudi poješ, ne te uniči tako, po domače. In potem, ko zopet se očistijo, zopet pove, to so tako bogato, berite svetopismo. Včasih sicer, ko berete, imate občutek, da se ponavlja, ampak to je značilnost te semitske orientalske govorice. Bog takole pride k njim, pa reče, Bog po Mojzesu reče,
Fantje moji, zopet z vami hočem ponovno skleniti z vami zavezo. Pred vas polagam blagoslov ali prekletstvo, življenje ali smrt. Izberite življenje in blagoslov, če ste pametni. In oni so kaj rekli spet? Seveda, Gospod Bog, seveda bomo. Mi smo za blagoslov in mi smo za življenje. Mojzes gre ponovno na goro. Ponovno na goro. Ampak predno šel ponovno na goro, mu je Bog povedal razlago prvih 3 zapovedi. Kot uvod v tisti del, ko je ponovno dobil 10 zapovedi, mu Bog razloži točno, kaj pomenijo prve 3 zapovedi. In tu se enkrat preberite. Hoče poudariti, vsa zgodba sloni na vsa zgodba 10 zapovedi, vsa zgodba zaveze sloni na prvih zapovedi. Veruj v enega Boga. To je pa še oni 2. Tukaj sloni vsa zgodba. Ker če tukaj nisi, potem ti je vse eno, tako kot je Nietzsche rekel, ubili smo Boga, umorili smo ga, kaj pa zdaj, zdaj smo pa frej, zdaj pa lahko delamo kot nam paše in dejansko tako je v tem svetu. Se pravi, razložiš enkrat te temeljne 3 zapovedi, na katerih sloni vseh ostalih 7. Zdaj pa še kratko, se pravi, kaj so zapovedi? Zapovedi je Bog dal neposredno, jih je napisal na tablo, Medtem ko ostalo je pa dal po Mojzes navdihnjeno govoril, te stvari, kar imenujejo postavo, potem so pa še malo dodali in je vse skupaj malo, da ne 700 predpisov. In Pavel, ko Pavel govori v pismu Rimljanom, ali se človek torej opraviči po postavi, ni mišljeno 10 zapovedi, ampak po tistih predpisih, ki so se Judje še, in se jih še danes nekateri držijo, zlasti ti tradicionalni, kot jim je Jezus jim je rekel farizeji, danes jih pa vidimo, še vedno ne nosijo, ko molijo tiste molitvene jermene, imajo te zalisne lasje, si puščajo od svoje mladosti, od 12. leta imajo tako zvite, in nosijo. Oni se še vedno držijo vseh tistih 600-700 predpisov postave, ki jih je Mojzes, pa potem še drugi naložili. In Pavel pravi, človek ni opravičen po postavi. Po predpisih, če se držiš dobesedno predpisa. Ampak po Božji milosti. Po Božji milosti. In tlele se pravi, imamo to, če rečemo tako, razliko, distinkcijo med tem kaj je postava in kaj je 10 zapovedi. To sem že povedal, ne bom bral, da ne bom predolg, ko smo rekli, da bo raj več pogovore. Kaj je namen zapovedi? Večno življenje. Se spomnite tega mladeniča, ki je prišel v Jezusu, mlad fant, situiran, izobražen, očitno iz bogate družine, ker ima veliko premoženja, piše potem naprej. Tudi v današnjem času bi si človek želel, da bi bilo tudi takih mladeničev veliko iz dobrih, bogatih družin, dobro situiranih, pa da bi hkrati živeli po 10 zapovedih. Pa pride k Jezusu iskreno, učitelj, kaj naj naredim, da dosežem večno življenje? Pa pravi Jezus mu nekaj našteje, ampak mu ne našteje prve, veruj v enega Boga, ker je vedel, da to veruje. Ampak mu reče, one zapovedi, ne laži, spoštuj in tako dalje. Pa mladenič reče temu, Jezus reče temu mladeniču, mladenič reče Jezusu, učitelj, vse to je že delam. Vseh 10 zapovedi jaz izpolnjujem po vso postavo. In Jezus ga še enkrat pogleda, pravi svetopismo, ga vzljubi in mu reče, daj pa še en korak naredi naprej. Vidim, da si dober. Imaš nastavke, da boš naredil zgodbo življenja. Imaš vse, da boš razumel, kaj je Božje kraljestvo. Kaj je raj in kaj je Božje kraljestvo. Pojdi domov, prodaj vse, kar imaš, daj v Bog in potem pridi in hodi za menoj.
In mladenič je žalosten odšel. Zapovedi so namenjene temu, da dosežem večno življenje. Pravijo, in to drži, pa morda bi kar prebral tale odlomek, da boste videli, 9.6, kako 2069, ja. Kako je res v bistvu, en reče, saj sem v redu človek. V redu, super. In tudi malo vere imam, rečejo kakšni. Nisem neveren, ne? Verjamem v nekaj. Ni dovolj. Ni dovolj, v katerega Boga verjameš, če sploh kakšnega, ali samo neko silo, ali pa verjameš v enega Boga, samo enega. Smo slišali prej, ko sem bral zapovedi. Prva zapoved je bila kar obsežna. Takole. 10 zapovedi sestavljajo neločljivo enoto. Vsaka beseda kaže na vsako izmed drugih in na vse. Pogojujejo se med seboj. 2 tabli druga pojasnjujeta in sestavljata organsko enoto. Prestopiti eno zapoved pomeni prekoračiti vse druge. Ne moremo spoštovati bližnjega, ne da bi hvalili Boga, njegovega stvarnika. Tudi ni mogoče moliti Boga, ne da bi ljubili vse ljudi, ki jih je ustvaril. 10 zapovedi zedinjajo življenje iz vere in ljubezni po glavnih krepostih ter človekovo socialno življenje. Ali si ali pa nisi, ne? Ali živiš ali pa ne živiš. To je vedno tako, kot v zakonu, vi, ki ste poročeni. Ali živite ljubezen, zvestobo, enost ali pa ne. Druge ni, ne? Ne govorimo o skušnjavah, ne? Vedno so skušnjave na področju vere in povsod in vprašanja. Ampak ali živim ali ne? Skušnjave so pa zato, da se trdim in da rastem, ne? In podobno velja tudi za zapovedi. Zanimivo je, ne, da 10 zapovedi smo slišali, jih je Bog povedal, sodijo k Božjemu razodetju, ne? So kot neka obveza za tiste, ki pravijo, da verjamejo v enega Boga. Boga stare zaveze, če hočete, in tudi Jezusa, ker vemo, da je Jezus rekel, da ni prišel odpraviti, ampak dopolniti, ne? Če kaj od stare zaveze ni prišel odpraviti, je to 10 zapovedi. Ampak jih je dopolniti, se bomo še malo dotaknili. Dejstvo pa je, da jih je Bog postavil svetopismo, so del navdihnjene besede, ne? Čeprav so zapovedi razumi dostopne. In vsi vemo, da če se ljudje držimo med seboj teh zdravih norm, ki so zapisane v 10 zapovedi, pomeni, da človeštvo in mi lahko preživimo, ne? Sosedje, bom rekel drugače, če ni med sosedi vsaj uveljavi 10 zapovedih teh osnovnih norm ljubezni do bližnjega, je prej slej se bodo pobili ali pa sodili, ne? Ali zaradi meje, ali zaradi krave, ali zaradi ceste, ali zaradi otrok, ali zaradi premoženja, ne? Pa bo nevoščljivost, poljubosumje, ne? Se pravi, minimum preživetja je dejansko življenje po 10 zapovedih in do tega lahko pridemo čisto preprosto z razumom, ampak jih Bog še potrjuje v svojem razodetju. In jih zato spoznavamo po Božjem razodetju in jih spoznavamo po vesti. Res je pa, da če ne jemlješ 10 Božjih zapovedih vseh kot celoto, se pravi, če Boga odpišeš, je ostalih 7 zelo variabilnih in hitro lahko prilagajaš sebi tako, kot ti paše, ne? In do tistega, ki ti paše. Bom rekel, dober si do tistega, ki je dober do tebe, prijazen si do tistega, ki je prijazen do tebe. To je bilo tudi v stari zavezi, ne? Jezi se in sovražiš tiste, ki tebe jezijo in te sovražijo, ali kot so v stari zavezi rekli, zob za zob, glavo za glavo, ne? Ampak so živeli znotraj skupnosti, to se pravi, kdor je bil naš, je bil v redu, kdor ne bil naš, vemo, kaj je z njim, vemo pa, kaj Jezus temu pravi, ne? Jezus pa to bistveno nadgradi. Se pravi, mi vse zapovedi vseeno imamo kot del Božjega razodetja, vemo, da jih lahko tudi spoznamo z razumom in vsakmu človeku te zapovedi
povesti govorijo. Zato tudi rečemo 10 zapovedim, da so naravne zapovedi, da so hkrati Božje zapovedi in so hkrati tudi univerzalne zapovedi, ker veljajo za vse ljudi. V malo manjših variantah, ampak v bistvu je to drži. Zapovedi so zato za verujočega človeka obvezne, nespremenljive, ter veljajo vedno in povsod. Veruj v enega Boga. Pika. En Bog je, nobenega drugega Boga ni. Ne bogatstvo, večkrat sem že v pridgi poudaril, kako je slovensko bogatstvo, ima zelo simbolno skriva besedo Bog z malo noter. Ko kaj drugega hitro lahko postane Bog. Materialno, lahko je to, kar imamo v glavi, naš intelekt. Vse nam hitro lahko postane bogatstvo, ko konkurira z Bogom. Narekovajo, se ne more, ampak tako se zgodi. Ni. Veljajo vedno in povsod. Pa boste rekli, ja, se je nemogoče izpolnjevati. Mogoče. Mogoče je izpolnjevati vse 10 zapovedi. In znova rasti v izpolnjevanju teh zapovedi. Vemo, da je Jezus lepo rekel že, in v Stari zavezi piše, brez mene ne morete ničesar storiti, ker če verujem in se obračam na Boga, mi on daje moč. Če si vzamem soboten dan, počitek, nedeljo, mi imamo nedeljo, imam čas, da reflektiram teden, ko sem garal, ko sem bil delal kot črna živina in nisem imel časa niti kaj več, ko samo malo pomisliti na Boga, pa malo pomoliti, imam nedeljo čas, da si ga vzamem zase, pregledam teden, grem v cerkev, premišljujem, prosim Boga, da bom lahko živel nov teden in živel po 10 zapovedih. Bog daje, Bog ni polovičar. On, ko nekaj ponudi, nekaj da. Zdaj pa še malo Jezusa, to moramo predno, bo Marko ki vprašal. Že imaš vprašanje, Marko? Ja, Marija. Kaj je Jezus rekel? Poglejte, nisem prišel odpraviti postave, ampak jo dopolniti. Včasih je bilo rečeno, ali pa rečeno je bilo, zob za zob. Se spomnite, Jezusa navajam. Glavo za glavo. Jaz pa vam pravim, ljubite svoje sovražnike. Dobro delajte tistim, ki vas preganjajo. Če vas kdo sili 1 miljo, pojdite z njim 2. Če vas kdo izsili, da mu date suknjo, mu dajte še plašč po vrhu. Molite za svoje sovražnike. Dobro delajte tistim, ki vas preganjajo. Nič tisto velja, Gospod nadgrajuje. Ali kot je apostol Pavel rekel, ljubezen je izpolnitev postave. Ima potem tudi postava smisel in 10 zapovedi, če vse delam iz ljubezni do Boga, bližnjega in samega sebe. Potem vemo, kako je tudi Jezus velikokrat odgovoril, ko so ga vprašali, katere zapovedi, pa je Jezus rekel, lejte, vse je čisto preprosto, vse povzeto, ljubi Gospoda svojega Boga z vsem srcem, vso dušo, vsem močlenjem in vso močjo svojega bližnjega, kakor samega sebe. To je postava. To je 10 zapovedi. Jezus se samo dvignil na področje ljubezni. Pa še nekaj je spet rekel. Jezus namreč ne samo, da vabi, da živimo. Sami veste, kako je Jezus večkrat ljudem govoril, potem je pa apostolom pa še posebej kaj povedal. Tudi zato, ker so ga spraševali, pa tudi zato, ker je hotel samih poučiti, ker so bili njegovi apostoli, prvi njegovi poslanci, tisti, ki jih je pošiljal, apostole. To pomeni namreč apostol poslani. In jim je večkrat še kaj povedal, kako stvari je treba gledati še z dodano vrednostjo in jih je vračal ni samo njihovega duha dvigal naprej, tako v tem smislu, takole dejte, ampak jim je tudi utemeljeval, zakaj. To smo tudi v nedeljo slišali, se spomnite. Jezusa pridejo, Mojzes je zapisal, če žena prešuštvuje, ločitveni list napisati, pa je poslati v 3 franža. Kaj pa ti praviš?
ko Jezus pravi, Mojzes je res napisal, ampak zaradi vaše trdosrčnosti, slišimo zopet razliko, ne, med 10 zapovedmi in postavo, ne? Zaradi vaše trdosrčnosti je to napisal. V začetku pa ni bilo tako. V začetku pa ni bilo tako. V raju ni bilo tako. Otroci razumejo, kaj je Božje kraljestvo, je bil drugi del evangelija, ne? Kaj je raj? Božje kraljestvo, ne? V začetku pa ni bilo tako. Se pravi, Jezus dviguje pomen zapovedi, poudarja bistvo, nadgrajuje vse tisto, kar je bilo v stari zavezi, vezano na 10 zapovedi, pa je bilo vezano zaradi tega, ker so Izraelci bili še narod, ki so šele začeli hoditi po Gospodovi poti in jim je bilo treba, kot bi apostol Pavel rekel, po stopinjah razodevati, a ne? Da so razumeli. Pavel je rekel, si bi vam vina dal pit, pa še mleka ne prenesete, ne? Tudi ko je bilo z Izraelci. Bog jih je stoletja jih je vzgajal, da so, pa še takrat, ko so pričakovali od rešenika, niso točno vedeli, kaj čakajo. So nekaj čist drugega, kar jim je Bog v stari zavezi dopovedoval, ne? Skratka, Bog vedno to dviga, raste, nadgrajuje v Jezusu Kristusu toliko bolj in hkrati vedno vrača v tisto, kar je on rekel, Božje kraljestvo, ne? Božje kraljestvo. Božje kraljestvo je med vami. V začetku je bilo tako. Polno življenje je bilo takrat. In 10 zapovedi so zato, da nam na tej poti samo pomagajo. Ja, to sem še kratko se tudi dotaknemo. Se pravi 3+7. 3 govorijo o našem odnosu do Boga. Morda se mi tudi malo napačno predstavljamo. Bog ne potrebuje nič od tega. Bog nam to pripoveduje in daje v tem zaboju, temu paketu zaveze, zapovedi, zaradi tega, ker mi vemo, da ne moremo preživeti brez tistega, ki nas je ustvaril. Ker je on naš temelj, ker od njega vse izhaja, kot je apostol Pavel potem v Atenah v nekem drugem kontekstu rekel, iz njega je vse, v njem živimo in smo. Od njega torej, v bistvu mi potrebujemo Boga, ne Bog nas. Ampak iz tega pa seveda, ker vemo, da Bog je in želimo živeti odnos z njega, seveda v sklopu zaveze nam Bog daje te trajne smernice, da bi lahko živeli. Temelj vsega torej je odnos, so prve 3 zapovedi. Od tu črpamo moč za odnos do bližnjih, življenja in stvari. Ker če pogledate 10 zapovedi, tudi ko smo jih brali, ne? Govori najprej o Bogu, potem govori o starših, pa potem še o življenju, ne ubijaj, ne nečistuj, potem ne želi svojega bližnjega žene blaga, se pravi žene, se pravi ljubosumnost, če rečem po domače, si bomo to natančno obdelali. Resnice, to bi moral še prej povedati, ne? Resnice, potem žene, potem so pa še materialne stvari, ne? Blago, pa ostalo. Ljubosumje, pa nevoščljivost. Tega ni, če imaš prve 3, če imaš Boga. Veš, da Bog vse na koncu zgliha. Tako da ni treba, naj ne bo to ta glavno, to je pa lepa slika z moje hišice na Dolenjskem, tako da boste malo imeli nevoščljivosti, da boste videli, da tudi pri meni lepo, tako da iz terase hišice, ki je mava sestra, zgleda dol proti celotni Suhi krajini, Kočevskem rogu in tako dalje. Toliko za danes, kar z moje strani. Marko bo pa še kaj vprašal, potem pa prosim, da še vi. Lahko bi vam še veliko citiral, ampak sva se z Markotom odločila, da bo probala tako narediti, da boste raje več sodelovali, da ni samo predavanje. Zato je to najlažje. Tudi jaz vam povem mirno, ne? Najlažje bi bilo meni vzeti pridigarske osnutke, ki obstajajo v angleščini, nemščini, tudi v slovenščini obstajajo, celo v župnik kdaj kakšnega napiše, in tisto prebrati ali pa se naučiti na pamet. Ampak to ni to. To ni to. Stvar mora biti premleta, stvar mora biti premišljena, stvar mora biti izrečena, ne?
Stvar mora biti torej skomunicirana z Bogom in z ljudmi. Zato raje vidim, da je bistveno več tega, da si damo, ne zaradi mene, v bistvu zaradi vas, ne? Tako kot Bog ni dal zapovedi zaradi sebe, ker on jih ne potrebuje, ampak zaradi nas, da se ne bi pobili, ampak da vsaj preživimo. Ne? Ja. Hvala, gospod Župnik. Veliko stvari ste nam že povedal, veliko poduka informacij ste nam dal in predvsej vprašanj ste tudi že izčrpali, ker sem jih imel pripravljenih. Imam pa vsem še nekaj vprašanj, pa verjamem, da imate tudi vi še dosti vprašanj. Eno vprašanje je, Bog je razodel, ne, 10 Božjih zapovedi. Kaj bi bilo, če jih ne bi razodel? Ali so veljale že pred tem razodetjem zapovedi in recimo, ali bi to pomenilo, če ne bi bile razodete, da nam niso znane, ker po drugi strani govorimo, da so vtisene v srcu, v vest vsakega. Tisto, kar je Bog ustvaril, zdaj govorimo o nas ljudeh in človeštvu, je ustvaril tudi sposobnostmi, da ga odkrivajo. Od vesolja naprej in iz urejenosti, že starozavezne modrostne knjige govorijo o tem in seveda tudi Pavel, da človek lahko s pomočjo razuma, s primerjavo, s sklepanjem pride do ugotovitev, da za vsem te urejenostjo in lepoto stvarstva stoji Bog. Ne? In to so po vsem svetu odkrivale vse civilizacije in vsi posamezniki, ki so dali kaj nase, ker ni bilo vseeno, kako živijo. In Bog je položil v človekovo srce, da želi dobro, razmišlja dobro, odkriva lepoto, ne, in tudi povesti mu na nek način pritrjuje, kdaj je prav in kdaj je narobe. Zato Cerkev od vsega začetka že gleda na druge civilizacije in verstva kot na civilizacije, v kateri je Bog položil semena večnega logosa. Se pravi, semena večne resnice, Božje resnice. Zato, da človek lahko preživel. Veste, skrivnost je pa celo taka, ne, da tudi ljudje, mislim, da sem že lani tudi omenil, ne, da v bistvu to hrepenenje po dobrem, po odkrivanju dobrega in delanja dobrega je v nas vseh. Veste, tudi celo najhujši kriminalci, ne kriminalne združbe. One niso kriminalne zaradi tega, ker bi hoteli sebi škoditi. Ampak oni morajo svoje vrednote, svoje drže in ravnanje ovrednotiti kot dobra. Si primer malo šepa, ampak zaradi nazornosti. Ne? Oni ne delajo zato, da bi drugim kradli ali pa druge goljufali, ker vejo, da to ni prav. Oni delajo zaradi tega, da bodo lahko nekaterim skupinam sebi, svoji družini, svoji žlahti omogočali dobro. To je pri njihov motiv. In to pri njih poteha, ker vejo, da ne morajo delati sam slabega. Ne? To so redki, kateri, če se je kdo tako gospodarju tega sveta prepustil hudobnemu duhu, da res ne dela več dobro, pa še ta je verjetno prepričan, da dela dobro. Ja, Bog je tu položil srce. Jih je pa hkrati tudi povedal, ne? Razodel v Svetem pismu, ko bi rekel, skoncentriral jih je po Mojzesu. Mojzes je potem to izrekel, sej ljudje so slišali samo grmenje pa ropotanje, pa strele, pa Mojzesa, ki je prišel potem drugič, ko je šel zgore dol, so res videli, kako je Mojzes z Bogom komuniciral. In Mojzes sploh ne vedel, on je imel žareč obraz. Tako žareč obraz, da ga niso upali gledati v oči, v obraz pogledati ljudi. Tako močan je bil prežarjen s to Božjo bližino, in on sploh ne vedel, ko je šel dol, so mu pol rekli, in pol je on zakril si obraz, hodil tako kot muslimanke, zakrit obraz, da so ga ljudje sploh lahko gledali v obraz, tako je sijal, ko imaš močan odnos z Bogom, takrat siješ, razumete? Siješ, na nek način siješ, Mojzes je tudi na zunaj. No in to zgodbo 10 zapovedi je Bog navdihnil po Mojzesu in jih potrdil, zapisal, ker piše, da jih je Bog zapisal.
Na eno tablo naj bi 3, na drugo 7, s prstom. Bog, to se pravi, čeprav je položil človeško srce, jih je še izrekel kot znamenje svojega razodetja. Lejte, to je minimum. To ni maksimum ali optimum, ne? To je minimum. 10 zapovedi je minimum, ne pozabi tega. Tudi za nas kristjane. Za nas kristjane vemo, da Jezus, sem prej par primerov naštel, kakšne so potem norme, ne? Sveti Avguštin je bil pa še hujši, še sveti Pavel je bil. Avguštin je pa celo rekel, kdor resnično ljubi zapovedi, sploh ne potrebuje. In je tako res. Ker če ti imaš kot osnovno temeljno držo, ki ti je Bog dal po milosti, res ljubezen. To so svetniki, recimo, ki so prišli do te stopne. Pa ne rabiš nič. Ker ne moreš misliti o drugem slabo. Mu ne moreš želeti slabo. Se ne sprašuješ, ali je treba moliti ali ne, ampak se kvečne sprašuješ, joj, zakaj nisem več, ne? Razumete? Ali sem dovolj naredil za reveže, ne, kvečne, ali lahko še več. Ne potrebuješ. To je potem tista drža tistih ljudi, ki so, bomo rekli, na poti svojega svetništva prišli do te mere, da so že na zemlji dejansko bili en tak res približek Božjega, tako kot mati Terezija, recimo. Ne? Pa mimogrede, tudi ona imela krizo, veste, zlasti na koncu, ne? Ali sem prav ravnala? Gospod Bog, kje si, kot Jezus v Getsemaniju, ne? Oče, kako je zdaj to naredila, ne? Sam sem tle, še ti, ki so bili z menoj, so zaspali. Pa vem, kam me jutri čaka. Ampak ne moja, tvoja volja se zgodi. Vedno je ta pot. Ne? Ta pot. Se pravi, Bog je dal vsak v srce človeku in hkrati jih je še razodel posebej v take koncentrirane oblike, če rečem po domače. No? Ja. Tebe pa zanima vsebina 10 Božjih zapovedi. 10 Božjih zapovedi je zelo splošna pa abstraktne narave. In me zanima to, ali je potrebno teh 10 Božjih zapovedi razlagati kakorkoli, se pravi konkretizirati, in če komu to v cerkvi pripada razlagati teh 10 Božjih zapovedi. Seveda je treba razlagati. Že ko smo brali, ste slišali, ne, o 10 zapovedih marsikaj, kar sploh nismo vedeli. Ne? Kaj vse je že Bog po Mojžesu rekel v teh zapovedih? Seveda je treba razlagati. Je pa res 10 zapovedi, če dobro premislite, ne? Nekako, kako bi rekel, osnovna uravnilovka 10 zapovedih, to je pravnikom so zapovedi zelo blizu, ne? Zato Mojžes imenujemo tudi zakonodajalca. Ne? Bog je po njem dal 10 zapovedi in potem še cel kup predpisov pravnih, ne? Nekaterih čist higienskih, drugih pa zelo takih poduhovljenih. Do banalnosti, kako ne bo duhovnik oblečen, kolikokrat se mora umiti, preden se obleče kakšno stvar, vse to je zapisano. Se pravi, in 10 zapovedi so izrečene, vedno pa se dogajajo konkretne človeške zgodbe, ko je fajn, da človek prej malo bolj zapovedi sam premišlja in tudi sliši širše razlage. Ne? Recimo, če se mene dotakne, se bomo potem, ko bomo, ali se je dovoljeno kdaj zlagati? Ne pričaj po krivem je namreč zapoved. Ne pričaj po krivem. Se pravi, po Božje zapovedi nikoli. Hkrati so po zapovedi rastejo od 1., 2., 3., 4., 5., 6. naprej. Pa vendar, če ne moreš z molkom, bom sem tako rekel, z molkom doseči, ne da bi se zlagal, ali se še vendar lahko zlažeš, da komu resi življenje, recimo. To so primeri iz 2. svetovne vojne. Poljaki so imeli Žide skrite po kleteh, prišli so esesovci,
Ti so bili zelo verni Poljaki in tudi dan danes so žal, da podatki malo padajo dol o vernosti, tudi na Poljskem. In so jih iskali in so jih vprašali, ali se pri vas skriva, ali skrivate. Premišljujte, ko bo zapoved, ne pričaj po krivu, bomo pa našli odgovor. Ali je torej, da bi oni rešili tistih 6 Judov, ki so jih imeli skriti v kletih zazidane, ali so se zlagali lahko ali ne? Ni tako preprosto, ne? Na koncu še tudi vest ostaja. Ne? To je tako kot življenje, ne? Mame, ki so bile, očetje, si ponovadi sta mama in ata, ko zdravniki rečejo, otrok je bolan, umrla boš. Ne, kako ni tako preprosto? Kaj narediti? Kaj bo naredila mama? Kaj boste skupaj? A bo ona naredila proti volji moža? Ali boste se skupaj dogovorili? Ali boste prosili? Komu boste dala prednost? Svojemu življenju, otroku? Ni tako preprosto. Vedno zato pravimo, da je treba razlagati in se pogovarjati znova in znova. Ne? Čeprav v bistvu, ne, sem to moram še reči, teh 10 zapovedi v bistvu, ko bi rekel, če potegnemo črto, zlasti ostalih 7 govori na nek način o pravičnosti. Ne? Pravično je spoštovati svoje starše, dali so ti življenje. Ne? Potrudi se, da bodo dostojno starost dočakali. Razumete? Še vedno govori, ne, fer je, da nisi nevoščljiv, ne? Pa da ne kradeš. Razumete? Še vedno. Jezus pa dodaja novo zgodbo. Vedno je treba, nikoli. Pa so pa nove zgodbe, novo stanje. Recimo, zdaj se sprašujemo, zdaj imamo socialna omrežja. A upamo kaj reči, ne? Upamo reči, da je treba neke meje postaviti, ne? Pa ne tako v smislu ameriške kandidatke, ki pravi, da je treba vse omejiti, tako kot eni strani paše, ali je treba neke splošne norme, ki izhajajo iz 10 zapovedi, povedati in dati not. Razumete, vedno je treba se pogovarjati, iskati in najdevati načine, kako bi bilo čim bolj preudarno, modro, pametno v skladu z načelom pravičnosti, fajn je pa, da je to z ljubeznijo. Ne? To ste zelo dobro odprli te etične dileme. Tudi jaz sem imel naslednjo vprašanje, eno izmed teh vprašanj. Če je dopustno kdaj kršiti zapoved, katerokoli zapoved, zato da bi pokazal, da bi se izognil nekemu zlu, ki bi sicer verjetno pretilo. Pa me zanima to, kar ste izpostavili, recimo, ali je dopustno v takem primeru, ko je treba zamolčati ali pa ne povedati resnico, ali se je dopustno nekako zlagati. Ali ima cerkev kakšen odgovor tukaj, ima kakšno prevladujoče stališče, ali se tukaj ravnamo po svoji vesti? Samo to bom dal načelni odgovor, ker bi rad, da te posamezne vprašanja prihranimo za takrat, ko bomo o posamezni spovedi govorili, zapovedi, ker bo kar veliko vprašanj se potem pojavljalo. Si ste zdaj že začeli, ko je Marko začel nekaj tem, pa še jaz sem malo nadgradil, kako se nam odpira cel kup moralnih vprašanj, ne? Kdaj ja, kdaj ne, kdo lahko reče, kdo sme reči in zakaj ne. Tudi Marko to razumem, ker on je po profesiji pravnika. Ne? Pravnik pa moralka sta si bili v cerkveni zgodovini zelo blizu, ne, takole. Ponavadi so bili cerkveni pravniki tudi moralisti. In so včasih šli do take skrajnosti, da so imeli celo listo. Listo, ki so jih morali spovedniki imeti, a ne pa poznati na pamet, kateri grehi imajo katero težo in za katere grehe pa, če si jih večkrat ponovil, koliko se jih kakšno razumeš, do skrajnosti in potem do takih skrajnosti, da so skoraj vsaki stvari videli že greha, ne? Slabo ravnanje. Tudi ta drža je bila zelo močna na Slovenskem in se še danes velikokrat pozna. Močno je zagovarjal, mislim, da bi belgijski ali nizozemski duhovnik Jansen, po njem se imenuje to gibanje jansenizem, to ste morda pa že slišali, ko dejansko so vsaki stvari videli greha. Nič nisi mogel narediti, da nisi imel cel kup možnosti narediti greha narobe. Celo tudi v cerkvi se to poznalo. Duhovnike, ne vem,
do drugega Vatikanskega koncila je lahko naredil, mislim, da 50 grehov skozi celo mašo, ne? Ampak vsi so bili vezani bolj na zunanje drže. Če ni prav zmolil, če ni pravočasno zmolil, vse ste videli tiste table, ki so po oltarjih v latinščini, vse je moralo biti pravočasno, vsi prsti so morali točno tako se držati, in čim ni bilo, je bil greh. Potem zgodbo lahko pripeljemo pa ali pa na področju zakona, razumeš? Sveti zakon, ki edinega ni uničila ne kazen za izvirni greh, ne v sodbo po svetovnem potopu, ko dobite blagoslov, vse je bilo greha, kar je bilo v zakonu skoraj. Prav zaradi tega, ker se je prepustilo temu, ni se bo upoštevalo posameznika, nekega zdravega, ko bi rekel, razumne presoje, če pravniki in moralisti to razumejo, kdaj je neka stvar dobra, kdaj je slaba, ker je zelo odvisno. Tako da bi res spustil, recimo en tak primer, ki bom sem nakazal, da boste razumeli, da nekatere stvari, čeprav je načelno ni dovoljeno, pa je v posameznih primerih pa je dovoljeno. Recimo, obramba domovine. Braniti domovino, in to so vojaki, policisti, pa še druge službe, pa tudi upajmo, da ne bo kdaj treba še spustiti to stopnjo obrambe domovine do te stopnje, da bomo morali najprej vsi moški, pa še kdo drugi, braniti domovino. Takrat imajo nekateri, ki so za to sposobljeni, imajo mandat države, naredijo v resnici, imajo pa to pravico nekoga, kot reče, se onesposobiti. Ne direkt ubiti, vedno mora biti najprej, bom rekel, greš iz manjšega na večjega, najprej onesposobiti sovražnika, torej najprej narediš tako, da ga onesposobiš, kaj ne vem, če ni drugače, da ga ustreli vojak v nogo, ali pa v roko, ne pa v srce ali pa v glavo. Skratka, imajo pa nekateri pravico zaradi večjega dobrega, varnosti države, domovine, državljanov, v obrambi domovine pa tudi to narediti. Skratka, zadeva ni tako preprosta, kot mi samo rečemo. Je zelo široko je, zato je tudi Mojžes toliko predpisov dal, v tistemu času primernih, dobršen del. Ker si predstavljaš, da, če tako malo še karikiramo, v času Mojzesa, vemo, da je bilo tam na arabskem polotoku tudi v času Mohameda, pač če ti je bila ženska všeč, si bil z njo, si imel, kot ti je bilo všeč, si jo odslovil, recimo, ko gledaš Mojzesa, ne, fant moj, ločitveno pismo boš napisal, potem boš pa še malo počakal, da boš videl, da ni noseča, če že, razumete? Si bolje tudi islam marsikaj tega pobral. Ni tako preprosto. Nekatere stvari so bile takrat, pa so se pa nadgrajevale. Je pa zgodba vsake zapovedi ali pa je zelo kompleksna in seveda vedno odvisna od posameznika in konkretne situacije, v kateri se znajdeš. Vedno. Ja. Meni so rekli, sem tako še za šalo, pa hkrati resno povem, so rekli, pa kako vi, kristjani, greste k vojakom? Jezus je pa rekel, da moramo ljubiti svoje sovražnike, pa ne ubiti. Sem rekel, jaz nisem noter za to, da bi ubil, jaz sem duhovnik. Jaz sem ravno zato noter, da bom fantom pomagal, pa dekletom, da bodo oni ohranili človeško dostojanstvo in če že do česa pride, da bom pomagal, da bodo eni in drugi, celo sovražniki, dostojno odšli iz tega sveta, govorimo, spravljeni, ne vem, z odpuščanjem in tako dalje. Rekel, drugače pa tako, ko eni samo govorijo ljubezen mora imeti konkretno obliko, ali je pa ni, ljubezen ni teorija. Tudi Bog je pokazal, kaj je ljubezen, da je postal eden izmed nas, razumete? V Jezusu Kristusu. In sem rekel, povej mi primer, sem rekel, naredil si ravno hišo, Hišo, krasno hišo, ima ženo, 3 otroke, krasno lepo ograjo ste se naredili, zeleno, bazen imate tam, otroci se zabavajo, tebe ni, prideš domov, in vidiš tam, da so tvojo ženo, ne vem kaj naredili, pa otroke pobili, kaj boš ti sem gledal, da bodo do konca naredili, razumete?
Niso tako preproste zgodbe. Ali boš v krščanskem duhu bi moral gledati, ne? Ja. Povejte mi, kateri možje bi gledali samo to, ali pa žene, če videli, da se podobno dogaja obratno. Boš pa javen, da je obrano, a ne? Postavil se za obrambo svoje žene, svojih otrok, svoje hiše, razumete? Si dolžan narediti nekaj iz ljubezni. Ne? Tako da zelo širok nabor. Še kdo ima kaj za vprašati? A vidite, koliko vprašanj nas še čaka? Ja. Koliko vprašanj še čaka? Jaz še nekaj vprašanj drugače. Če pa dva vprašanja kar na planu z njimi. Ja. Jaz ne bi postavljala vprašanj, ampak bi povedala, da je ta knjiga magistra Boštjana Harija Božja ljubezen ozdravlja, kjer zelo natančno razloži teh 10 zapovedi, tako praktično, teološko seveda podkovano, in tam lahko še kaj dopolnimo tako za vsakdanjo rabo. Zelo priporočam to knjigo. Hvala za priporočilo. Mislim, da je, hvala Bogu, kar nekaj knjig z tega področja, ki bi bilo dobro prebrati, ne? Tako kot še z mnogih drugih področji. Tako da hvala, nimam kaj drugega reči. Še vprašanje? Je še eno vprašanje zastavil. Ali je spoštovanje 10 božjih zapovedi nujen in zadosti pogoj za zveličanje? Ne. Za zveličanje je potrebna Božja milost. To so pa cerkvene zapovedi, ki sem jih imel tudi skušnjavo razlagati, ne, da je milost Božja za zveličanje potrebna. Ampak to gre za zelo globoko, široko teološko vprašanje, ne, ki je vezano na vero prve cerkve, bom rekel, apostolskih očetov, a ne, ki se je zaključila smrtjo zadnjih apostolov, potem cerkvenega učiteljstva vse od začetka in vse to, kar imamo v katoliški cerkvi, ne. Zato pač mi imamo tako sveto pismo, kar je, ne. Mi imamo tudi tisto sveto pismo, tisto knjigo svetega pisma Nove zaveze, kjer piše, da je vera brez del mrtva, ne. Eni so jo pa spustili. Ko so se pač v 16. stoletju odločili, da je dovolj samo vera. Svetopismo po veri. Oni so se pač odločili, so nekaj knjig manj rekli, da jih je navdihnjenih. Mi pa imamo od vsega začetka, približno od vsega začetka tak kanon svetega pisma, ne? In mi vemo, da je milost Božja za zveličanje potrebna. Mi vemo, da smo odrešeni z enkratnim odrešilnim dejanjem Jezusa Kristusa in še vedno to ponavljamo njegov spomin, ne? In vemo, da s tem, ko delamo v tem svetu dobro prinašamo, na nek način soodrešujemo, ne? In zato nikakor ne more nam biti vseeno, kako je na tem svetu, torej, kako bomo delali. Pokaži mi vero brez del in jaz ti bom iz svojih del pokazal vero, ne? Eno in drugo delamo in hkrati zaupamo v Boga. Zato jaz pravim večkrat, če poslušate, kako je fajn, da takrat, da vedno živiš in delaš tako, da si pripravljen takole priti pred Gospoda in reči, Gospod Bog, poglej, jaz sem iskreno po svoji vesti naredil, kar je bilo v moji moči, približno vse, ne. Saj sem zamočil, sem kaj opustil dobrega, sem kaj narobe naredil, tudi vem, da sem bil premalo veren, vselej, zdaj pa tebi tvoje milosti izročam, ne. Prav, damo vedno vse od sebe, koliko je Prešeren že, mislim, da je Prešeren. Ne kar velevamo stan. Kdo? Še hujši, še duhovnik je bil za povrhu, ne. Ja. Ampak kar more, to mož je storiti dolžana, ne, ali pa žena. Kako lepo, hvala, gospa, da ste me na mojega sobrata spomnili. Ne vem, zakaj sem pomislil na Prešerna. Zato, ker je bil iz iste hiše doma kot božji služabnik na Škofov Volka, ne. Verjetno celo v isti posli rojen, ker včasih so delali bolj močne posle, zdaj pa me, da slišim, menjavate na vsaki 20 let ali pa še manj. Slabše kakovosti.
Kako je torej to brez tega ne gre, ne? A veste, ravno zdaj sem gledal eno oddajo, ameriško sicer, ne? Katera je največja dobrodelna organizacija na svetu? Katoliška cerkev. Največ bolnišnic, največ šol, največ dobrega naredi. In to je podatek, ki je javen, ne? Ki ga ne upajo vreči celo tisti, ki jim gre katoliška cerkev z vso močjo na živce. Ne? To je del nas. Nas ni brez dobrodelnosti. Ni. Celo tako je, ne? Recimo v slovenskih 5 cerkvenih zapovedi se glasi tako, da je 5. ne sklepaj zakon po cerkvenih določbah, originalna pa ni tako. Pa piše, podpiraj cerkev po svojih najboljših močeh. Ne? Naš obraz je ljubezen, namreč. Razumemo? Če je Božje srce čuti po človeško, ne? Ker je v Jezusu Kristusu postal človek. In s tem na najlepši način pokazal, kaj pomeni ljubezen. Če ni naša ljubezen konkretna, potem pač je in vera je nekaj narobe z našo vero. Čeprav vemo, da brez Božje milosti ne bomo prišli, a ne? Ampak si to veš, Bog te mora, si ti zato postavil na ta svet, a ne? Jaz se v bistvu kot duhovnik sploh ne sprašujem toliko Božje milosti, ker vem, da on na mene gleda, zato grem k spovedi, skus je doživljamo, razumete? Ni nobene težave s tem, ampak zraven pa narediš kar lahko, ne? Tako kot smo rekli danes pri maši, s čim večjim veseljem, ne? Da ne delaš dobrega s kislim obrazom. Ne? Ampak da si, in to smo pa vsi preizkušani, to ste vi, to sem jaz. Vi v službi ste prijazni, srčni, nasmejani, med prijatelji že tudi še malo, pa že včasih pokažete, kdo ste, ne, doma pa pokažete, kdo ste. Ne? Razumete, da tudi na tem področju, ker najbolj kažemo, tlele skozi moramo delati korake naprej, da bi bilo tudi doma imeli obraz ljubezni, ne samo nasmejana, ne tako na silo, tako kot, veste, poznamo ljudi, ki so v službi nasmejani do všes, Bog ne daj, da bi jih srečal v avtu že, ker usta padajo dol, ne, doma so pa vsaj ravna, če že niso dol, ne. Vedno moramo rasti, razumete, nikoli ni dokončana zgodba naše osebne rasti v veri, duhovne rasti v ljubezni, ne? Tako je skozi odprto, ne? Skozi. Sem prav razumel, da je spoštovanje 10 Božjih zapovedi nujen pogoj in pa zadosten pogoj. Popolnoma pravilno ste razumel. Ja. Na srečo pa Bog ne postavlja strašnih pogojev, ne? Tako. Bog izkazuje svojo moč, vsemogočnost, ne? To je res bogato. Z usmiljenjem in prizanašanjem, to večkrat povemo, ne? In on ve, bom rekel, če prej že vedel v svoji vsemogočnosti, je v Jezusu Kristusu izkusil vse. Izkusil je vse, kar je človeškega, ne, od spočetja naprej, celo smrt. In on razume, kot človek izkusil smrta, ne? On razume, kaj pomeni človek, ve, kaj pomeni biti človek in na nas gleda z usmiljenjem in prizanašanjem, ne? Lahko bi rekli z ljubeznijo. Ne? Zato se nam ni treba ukvarjati, ne vem, tako kot pri otrocih še pomagati, zaradi tega, da počasi umeva, neko kljubce delamo, pa čebelce, pa črne pike, pa rdeče pike, ne vem kaj še, pa uno. Ko enkrat človek začne rasti, ne, in odkriva, gre preko te stopne, samo da rabi potrjevanje, takrat ga žene duh in ga žene ljubezen. Ne?
In se več ne ukvarja s temi stvarmi, ali dela dobro, ali dela prav, ker on ve, da dela dobro in ve, kdaj ne dela narobe. Ne? Ve, kdaj dela narobe. In ve, da mora znova se vračati v to območje Božjega, Kristusu, Jezus je to podobo uporabil, jaz sem vrata, ne? Vi ste čreda, jaz sem vrata, vstajo. Vi stopate skozi me, ne? Notr ste na varnem, ko greste ven, pa veste, kje ste doma. Tudi, če kaj zamočite, tudi, če nogo zlomite, tudi, če zaidete, ne, jaz bom prišel, tudi, če bo 99 jih noter, jaz bom šel pa uno. Ker te, ki so noter, so že vedeli, da so šli skozi me. In znova prihajajo, ne. On je pa zamočil, se izgubil in pa ga grem do njega, če bo treba še enkrat na križ. Ne? Ja, in to širino duha in drž si moramo vzeti. Zdaj pa je seveda umetnost pri tem. Ne sem do sebe, ne? Tudi do drugih. Ko druge gledam, se tudi mene ima veliko krat, da bi obsojen, ali pa si kaj rekel, ali pa mislil, ne? Ampak to ni pravilno. Ker če vem, da je Bog usmiljen do mene, tudi do drugih, a ne? In potem tudi jaz, ne, to je zlato pravilo, pa smo spet pri 10 zapovedih, pa zlati pravilo, ne? To je približno to, raven pravičnosti, a ne? Tudi zlato pravilo ni samo judovsko-krščansko, tudi v drugih verstvih, a ne? Navzoče. Kar želiš, da drugi storijo tebi, ti stori njim. Ali pa, če pogledano z negativnim prizvokom. Česar ne želiš, da drugi storijo tebi, ti nikoli ne stori drugima, ne? Razumete? Vedno. In kaj šele, kot pravi Pavel, čez vse to pa ljubezen, ne? Čez vse. Tako jaz mislim, da bi za danes zaključili, lahko potem še kakšno rečemo, zaradi tega, ker je dovolj dnevu njegova lastna teža.